Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja je organiziralo virtualni dogodek, kjer so nevladne organizacije klepetale z mediji. Spoštovani gledalci in cenjene gledalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli v srednji informativni oddaji televizije AS, v kateri tudi tokrat poročamo o aktualnem stanju v zvezi z epidemijo. V času, ko je družabno življenje zastavljeno, se nevladne organizacije, katerih delovanje je za nekatere njihove člane in uporabnike ključnega pomena, povezujejo v skupne akcije in pomagajo najranljivejšim skupinam. Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja je v svoj Zoom klepet nevladnih organizacij z novinarji povabilo nekatere organizacije, ki so prisotne v regiji. Pogovor je potekal o tem, s katerimi težavami se nevladniki soočajo v času epidemije, kakšna je njihova vloga in katere storitve ponujajo v tem času. Na povabilo se je odzvalo 10 predstavnikov organizacij in 4 predstavniki medijev. Prvi so priložnost dobili upokojenci, kjer je njihova predstavnica Viola Bertalanič izpostavila predvsem problematiko osamljenosti in izoliranosti starejših. Vodstvo društev upokojencev in pa koordinatorke, prostovoljke dejansko vedo, kje so tisti ljudje, ki pomoč rabijo, ali pomoč rabijo v hrani, ali se jim mora pripeljati zdravilo, ali pa ne nazadnje, kar je tudi zelo, zelo pomembno pri upokojencih, to, da človeka pokličeš, da se z njim pogovarjaš in tudi nekako ga razbremeniš stisk, s katerimi se ljudje v starosti in pa še posebej v tej bolezni nekako srečujejo. Moram pa ponovno poudariti, da dejansko ljudje prav to druženje, ki je pri teh naših društvih upokojencev oziroma pri društvih upokojencev nasploh zelo pomembno, prav to ljudje najbolj pogrešajo. Še posebej pa tisti, ki živijo sami. Predsednik kluba prekmurskih študentov Grega Donša je tudi v tem pogovoru predstavil njihove aktivnosti in tudi težave, s katerimi se srečujejo mladi. Sedaj odločili, da bomo pomagali tudi našim vrstnikom, ter pa tudi mlajšim, in sicer na način, najprej smo se povezali z Pokrajinsko študijsko knjižnico Murska Sobota. V sklopu skupnega projekta zdaj razvažamo učno gradivo na dom, tako študentom, dijakom kot učencem, pa seveda tudi starejšim, bodisi profesorjem oziroma katerimkoli predavateljem, ki bi učno gradivo potrebovali. Saj je to vseeno saj učni proces še vseeno poteka in vsega gradiva ne moreš dobiti na spletu. Ravno zaradi tega smo se potem odločili, da v sodelovanju s Pokrajinsko študijsko knjižnico dostavljamo gradivo na dom. Bomo pa ravno z današnjim dnem začeli tudi z zbiranjem računalnikov, in sicer v sodelovanju z dobrodelnim društvom Pomagamo odprtih src. V zavodu Korak naprej Murska Sobota, ki so socialno podjetje, pa se že soočajo tudi s finančnimi posledicami, ki jih bo pustila epidemija. O tem, kaj jih čaka, je govorila ustanoviteljica Lea Cipot. Ja, škoda je. Kakorkoli pogledamo, sicer smo jo poskušali nekako omiliti, ampak iskreno povedano, ko bomo ponovno odprli vrata za širšo javnost, bomo morali delati pospešeno, da nadoknadimo ta finančni manjko, ki smo ga navajeni z vsakomesečnim poslovanjem. Res je, da bodo nekatere dejavnosti, ki so do zdaj delovale po nekem principu, delovale po novih nadgradnjah. Obseg dela bo res strašno povečan, zelo povečan, ampak zaposleni so s tem seznanjeni, pripravljeni, tako da komaj čakamo. Komentirala pa je tudi finančni megapaket, ki ga je pripravila vlada. Hvala Bogu, da neki ukrepi so. Koliko so primerni, bi verjetno vsak posameznik lahko komentiral. Jaz bom rekla, smo jih sprejeli, nekaj jih bomo tudi probali izkoristiti. Je pa tako, verjetno bodo še kakšne nadgradnje, ker stvari se bodo sanirale še kar nekaj časa.
verjetno tudi kakšne spremembe. Razumem, da vlada deluje pospešeno, sprejema odločitve iz dneva v dan, ogromno je različnih področij, ogromno je različnih sektorjev, tako da upam, da bodo nekatere stvari še dodelane. Res je, da so mogoče na katere izjeme ali pa kakšne specifike pozabili, ampak verjamem, da jih bodo naknadno sigurno sanirali. Milan Osterc, predstavnik kar dveh društev, Društva Nova pot Radenci in Zveze ledvičnih bolnikov Slovenije, je tisti, ki je med prvimi opozarjal na problematiko prevozov bolnikov na dialize. Problem, ki sem ga zaznal, oziroma ki smo ga mi zaznali, oziroma to je pač problem prevoza bolnikov na dializo in iz dialize. Problem, ki je star, ki je toliko star, pa dejansko v teh 10-15 let nismo nič uredili. Še vedno recimo v neurgentne prevoze ali pa v reševalna vozila nalagajo po 5-6 bolnikov za en prevoz, čeprav mislim, da prevozniki dobijo za vsakšnega bolnika posebej plačilo. Z pojavom koronavirusa pa vsega se je ta problem pravzaprav prišel do nekega takšnega nivoja, da je bilo potrebno reagirati, da smo pozivali kako v pomurskem prostoru, tako tudi v celotni Sloveniji vse prevoznike, da enostavno dializne bolnike prevažajo na neki normalni razdalji medsebojni, da jih ne morejo recimo v osebnem vozilu voziti 4 naenkrat, ker dejansko ne morejo nastaviti razdalje. Problem je tudi bil, maske so dobili ali pa niso dobili. Vsi vemo, da tam nekje do konca marca je pravzaprav bil problem z vsemi temi maskami. Bolnišnice so imele, koliko so imele. Kar nekaj dializnih bolnikov se je vozilo samo na dializo, kar tudi ni dobra stvar. Če računamo, dializa traja, ko so priklopljeni na aparaturo, da se dejansko njihova kri filtrira skozi stroj in se vrača. Tudi počutje verjetno ni glih najboljše. Turizem bo ena tistih panog, ki se bo soočala z največjimi posledicami tega obdobja, ko velja splošna prepoved gibanja. Uroš Kamenšek iz Pomurske turistične zveze je komentiral situacijo. Dejstvo je, da je turizem najbolj utrpel škodo. Prvi je bil na seznamu, ki se je moral nekako v narekovajih zaustaviti, in dejstvo je, da bo zadnji, ki se bo nekako spravljal nazaj v življenje. Res je, zdaj smo v času, ko se narava prebuja, ogromno raznih prireditev je bilo planiranih, s tem, da v začetku se ni vedelo, koliko časa bo to vse skupaj trajalo. Zdaj ugotavljamo, da tudi v tem trenutku ne vemo, kako dolgo bo še trajalo. Zdaj, same organizacije dogodkov definitivno trajajo dalj časa. Se pravi, večina društev je pristopila k organizaciji svojih dogodkov že v zimskih mesecih, vložila ogromno prostovoljnega dela, prostovoljnih ur svojega časa v njihove aktivnosti. Zdaj vse skupaj stoji oziroma je nekako na neznanih poteh. Kaj se bo zgodilo, vprašanje? S tem, da naša turistična društva res si prizadevajo, da bi vsaj neke aktivnosti izvedli. Včerajšnji dan Zemlje, vsako leto je bilo, da smo organizirali večje čistilne akcije po svojih vaseh, lokalnih okoljih. Tega zdaj žal ni bilo. Upam, da bomo lahko v prihodnjih mesecih to izvedli. Jaz srčno upam, da se bodo vsi ti ukrepi nekako sprostili. Kajti, po mojem mnenju je še največja neznanka ravno na področju turizma v Sloveniji. Za vse dejavnosti, vse aktivnosti nekako že v medijih zaznavamo neke prognoze, kdaj bi naj, ali bo to po prvomajskih praznikih ali že kaj prej. Dejansko področje turizma pa se nobene upa še napovedati. Turizem in kultura gresta z roko v roki. Stanje v le-tej pa je komentirala Danijela Hozjan iz Zveze kulturnih društev Lendava.
tako kot turizem, tudi kultura pri tem zelo trpi, ne. In mi imamo ogromno društev, ogromno sekcij, v katerem so različne ciljne skupine. Predvsem jaz tu tudi mislim na te starejše po teh različnih društvih. Oni zelo trpijo zaradi tega, ker ni več druženja, ni sodelovanja in so praktično osameli, ne, v svojih domovih. Mi smo morali zelo dosti prireditev že odpovedati. Eno smo imeli tik pred odprtjem, in sicer mednarodno razstavo pirhi in različna ročna dela, kjer bi sodelovalo skoraj 60 skupin in na žalost seveda je to moralo se odpovedati, prav tako literarne večere, potem likovne delavnice. Seveda tu je zdaj teden vseživljenjskega učenja, kjer so sodelovala društva, potem teden ljubiteljske kulture, srečanje društev in tako, ne vem, zelo smo prikrajšani pri tem, ampak kljub temu jih podpiramo, vsa naša društva in pošiljamo različne napotke, kako naj preživijo, kako se naj pač počutijo, naj bodo doma, naj bodo zdravi, bomo že to preboleli in bo boljše. O tem, kako se nevladne organizacije prilagajajo na dane razmere in izvajajo projekte oziroma kakšna navodila so dobili, pa je govoril Jasmin Kukec iz lokalne akcijske skupine Goričko 2020 in Bistre hiše Martjanci. Dana situacija pač narekuje neko drugačno postopanje. Mi smo sicer kot sam zavod nismo glih tako drastično spremenili svojega dela. V bistvu, edino, kar smo pač naredili, da smo našo zgradbo zaprli za javnost, se pravi, pač osebno ne sprejemamo več strank v tem času. Smo pa seveda na voljo tudi po telefonu pa po elektronski pošti, tako da se redno odzivamo, se pravi, za kakšna vprašanja glede naših upravičencev, naših projektov. Zdaj, samo navodila, ne, država je v bistvu po razglasitvi epidemije pač z nekim zamikom dala pač neka navodila, ki so v bistvu samo neki povzetki že veljavnih nekih pravnih podlag. Se pravi, mi imamo pravne podlage že tako v eni od evropskih uredb, ki v bistvu epidemijo, pandemijo v bistvu razvršča kot neko višjo silo. Prav tako enako velja za te sprejeti zakon, ki je bil pač za te upravne zadeve, ki ga je država sprejela. Tudi v teh primerih velja ta epidemija kot višja sila, ne, se pravi, vsi naši projekti, ki so bili odobreni po odločbah in tudi po pogodbah, imajo to terminologijo višje sile tudi notri opredeljeno, tako da za njih to pomeni, da v tem obdobju, ko je ta naša epidemija razglašena, recimo za njih roki za oddajo ne veljajo. V klepetu je sodelovala tudi predstavnica Društva za zaščito živali Pomurja, Ana Žnidarič, ki pravi, da se lotevajo predvsem tistih stvari, ki so jih do sedaj odlagali na stran. Pri nas konkretno veliko delamo na terenu in seveda zdaj teren odpade, mislim, v grobem odpade. Imamo pa veliko materijala, veliko slik, veliko nekega materijala, ki smo ga vedno samo nekam odlagali v neke mape, tako da zdaj končno probamo nekako to sistematično arhivirati, si malo urediti, malo bolj pregledno, da imamo potem lažji dostop do vsega tega, ker ponavadi potem, ko pride čas za poročila, ko pride čas za to, je pa spet cela panika vse to iskati, tako da probamo zdaj to urediti malo arhiv. Malo uredimo tudi kontakte, malo pripravljamo neke sveže nove ideje, tako da to. Sicer pa ni res, da smo čisto brez dela, imamo še vedno kar nekaj dela, še vedno gremo na teren, ko je nujno, ko nas pokličejo za kakšne prevoze k veterinarju. To bi tudi splošno rada rekla, ker sem zadnjič govorila z veterinarko, je rekla, ena mačka je tam skoraj, ženska prenese že skoraj poginjeno mačko, ker ni upala iti k veterinarju, kot da se ne sme, ne. Seveda te nujne stvari se morajo še vedno normalno izvajati. To delamo, hranijo se živali, kot se pač morajo hraniti, prostoživeče mačke, dostavljamo hrano, te nujne stvari, ja, delamo še dalje. Zdaj, kar se prijav tiče, jih probamo usmeriti na VURS, tako da vseeno omejimo svoje gibanje. Predavanje na šoli, ki smo jih izvali do zdaj zelo aktivno, bomo zdaj probali eno e-obliko uvesti,
bomo videli, kako se bo prijelo, kako so šole zdaj na to odprte, če imajo voljo, čas, interes, bomo videli. Zdaj pripravljamo te vsebine, tako da smo našli kar nekaj drugih aktivnosti. Dela je veliko. Darko Krajnc, vodja hiše Sadeži družbe Murska Sobota in večgeneracijskega centra Pomurje, je govoril o poteku dela pri njih in odgovoril na vprašanje, kako lahko pri tem pomagajo občine in lokalne skupnosti. To, kar so naredili, da so sklicali koordinacije svojih civilnih zaščit, je super, da so tudi večina teh humanitarnih organizacij vključili v to, da se pomaga ljudem v stiski zagotoviti tiste osnovne stvari, pomeni hrano, maske, tudi kakšne dobave iz bodisi lekarne, knjižnice, to, kar smo slišali, tudi za pomoč otrokom na domu, da se tudi skuša zagotoviti kako računalniško opremo, vse družine nimamo. Ravno te dni nazaj sem prebral novico, da recimo starejši na 65 letih skoraj 50% ne uporablja interaktivnih omrežij, pa tega so verjetno še toliko bolj v stiski. Jaz vem, da že marsikateri drugi ljudje, ki niso toliko stari pa osamljeni, se z to zaprtostjo v prostore pa nedruženjem z drugimi ljudmi imajo že kar težave. Da nekateri tudi malo kršijo to, ne zelo namerno, predvsem zato, da grejo kar do soseda, pa se tam nekje malo pogovorijo in mogoče na razdalji 1, 2 metra. Zadnje je besedo dobila Špela Horvat, pobudnica Facebook skupine Lokalno Pomursko, ki je predstavila svojo idejo. Ideja je prišla čisto iz tistih prvih informacij, torej, da je vse zaprto, da bo to trajalo zelo dolgo časa, da bodo trgovine zaprte, tudi iz nekega tistega prvega šoka, ko smo vsi hiteli v trgovine, tako ali drugače, če si priznamo, ali ne, vsaj po tiste prve stvari. In je prišlo nekako iz tega, ker imaš kar naenkrat kar dosti časa in pridejo iz tebe neke ideje, ki jih drugače na dnevni bazi, ko si v tistem ritmu, mogoče ne bi. In se razmišljala v bistvu, komu je najtežje v tej krizi, kje se bo najbolj poznalo, in to so bili kmetje. Da pa vse le ni slabo, je optimistično zaključila gostiteljica srečanja Matejka Horvat iz regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja. Epidemija je čas, torej, ko lahko stvari postavimo na novo, ko lahko redefiniramo vrednote, ne samo v svojem življenju, ampak tudi v življenju nevladne organizacije. Sedaj je čas, ko lahko prevetrimo svoje vizije, svoje poslanstvo, ki ga upravljamo. Sedaj lahko postavimo cilje in začrtamo pot, kako ta cilj doseči. Sedaj lahko gradimo in postavljamo nove temelje. Toliko smo vam pripravili v današnji osrednji informativni oddaji televizije AS. Spremljajte nas tudi v prihodnje.